Vzeli so mi tisto, kar mi je pomenilo največ. Bil sem na tleh, premagan, potrd. Zajela me je tema. Trpel sem, kot še nikoli. Samo ena misel me je držala pri zavesti. Misel na maščevanje. Maščevanje, ki sem ga podrobno načrtoval. Maščevanje, ki bo me odrešilo vseh dosedanjih grehov. Maščevanje, ki bo mi prineslo mir in spokoj. Moj plan je sedaj skovan. Čas je za izplačilo dolgov. Bil je običajen večer. Nobel se je pripravljal k večernemu počitku. Umil si je roke in obraz. Opral si je zobe. Navihal lase, a medtem se je nekdo pretihotapil v hišo. Nekdo, ki ga je Nobel dobro poznal. V hišo se je pretihotapil Vito Cofek. Ni bil Vito. V bistvu je bil njegov mlajši brat, Nikola Cofek. Ja, hecam se. Ni bil Nikola. Bil je Gandhi. Dobro, gremo nazaj na zgodbo. Nobel se je vlegel v posteljo, pokril, ugasnil luči, nič slute, da ga v temi čaka nevarnost. Ne razumem nemško. To je angleščina. To razumem. Ich möchte eine Spiele spielt. V glavnem, ker si bil do sedaj v svojem življenju zloben in ne boš šljiv do drugih, te moram kaznovati. Če ne boš rešil naslednjih nalog, bom ti odzel tisto, kar ti pomeni največ. Zamudil boš mamin rojstni dan. Na svoji levi imaš cigaro, ki jo moraš pokaditi, preden se ti izteče čas. Naloga se začne zdaj. Naslednja naloga bo malce težja. Pod stol sem ti pritrdil nož, s katerim si lahko prerežeš vrv in osvobodiš roke. Imaš skrit ključ, ki odpira skrinjico, ki je nekje v sobi. V škatlici boš našel izvijač. S pomočjo katerega boš moral sestaviti kolo. Wow, takšnega dosežka nisem pričakoval. Čaka te še ena naloga. Za televizijo so slušalke, na katerih se bo predvajala glasba. Poslušati jo boš moral 10 sekund. To je to. Ne morem več. Slab človek sem bil.
Prizadel sem ogromno ljudi. Med njimi pa mojega prijatelja Gandija. In zdaj on zamudil mami rojstni dan. Dobre. Odpustim ti sve tvoje grehe. Vedel sem, če te bom dal na testiranje, bo se izkazalo, da si pravi prijatelj in da si dober po srcu. Enkrat, nekoč. Da se boš izkazal za mojega pravega prijatelja. Vedel sem. Nobel?